V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi verniki, nadškof Lefever je v svoji slavni pridigi ob 50. obletnici duhovništva v Parizu 23. septembra 1979 izrekel naslednje besede: krščanstvo moramo ponovno oživiti. Vi, moji dragi bratje, ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Naš Gospod Jezus Kristus vas nagovarja in pravi: ne uničite sadov moje krvi, ne zapustite moje kalvarije, ne zapustite moje žrtve. V tej zgodovinski pridigi nam na vzvišen način govori o vrednosti in moči svete mašne daritve, ki prihaja iz Gospodovega križa, iz njegove daritve na križu. Mesec julij je na poseben način posvečen češčenju Kristusove krvi, ker se ta veliki praznik praznuje prvega v mesecu. Kristus je prelil svojo kri na križu in s prelitjem svoje krvi nam je zaslužil sadove milosti in zveličanja. V tistem trenutku se je izvršilo Kristusovo odrešensko dejanje, saj se je prav s prelitjem krvi zgodila Kristusova smrt na križu. Ta ločitev Kristusove krvi od njegovega telesa se obnovi, ponovno postane navzoča v sveti maši. To se zgodi s ločeno posvetitvijo kruha in vina, ki to pomenita, v katerih se zgodi spremenjenje v Kristusovo telo in kri. Tako se daritev križa obnovi na skrivnostni, sakramentalni način. S tem se doseže namen svete maše, razlog, zakaj je bila postavljena, to je raba sadov daritve Kristusovega križa. Kristus nam je s svojo smrtjo na križu zaslužil sadove odrešenja, hkrati pa je določil, da se ti sadovi uživajo po svetih sakramentih, ki so sredstva ali kanali milosti. Najvzvišenejši sakrament je sveta Evharistija in izhaja iz daritve na križu, ki se obnavlja v sveti maši. Tu najdemo koncept, definicijo svete maše, ni pojedina, ni srečanje, zborovanje, ampak je predvsem in v svojem bistvu daritev na križu, ki se obnavlja na oltarju. Tu se ponovno prelije Kristusova kri, ki je bila prelita na križu in se zdaj na sakramentalni način preliva pri sveti maši. Zato se ta koncept svete maše izraža v obredu maše, zato križ stoji v središču in pomeni Kristusovo žrtvovanje, kot je zelo jasno vidno na vsakem oltarju. Zato duhovnik posveti kruh in vino s sakramentalno formulo, besedami posvetitve, ki imajo moč, da se po njih zgodi spremenjenje. Zato se duhovnik obrne proti oltarju, ker se daruje žrtev, zato se uporablja vzvišeni bogoslužni jezik, latinščina. Ta koncept žrtvovanja razumejo celo druge lažne religije, med Judi in muslimani, pa tudi v poganskih religijah so bile žrtve oziroma molitve. Molitev je duhovna daritev, so bile izkazovane proti oltarju in obstaja posebni bogoslužni jezik. Zato vidimo, kakšna zmota je, ko se ta vrstni red v novem obredu maše popolnoma obrne, da se maša obhaja proti ljudstvu in da se je uporaba latinščine popolnoma odpravila. To izhaja prav iz napačnega pojmovanja svete maše, ki se ne razume več predvsem in izključno kot žrtvovanje, temveč kot pojedina ali oboje. Moramo reči, da je to huda zmota, ker so protestanti odpravili koncept žrtvovanja in mašo razglasili le za edinole spomin na zadnjo večerjo za
pojedino za skupno srečanje, potem pa bi moral biti duhovnik seveda obrnjen proti ljudstvu in ni več smiselno uporabljati latinski jezik. Vsako leto tik pred praznikom Kristusove krvi, 30. junija, se spominjamo obletnice škofovskih posvečenj, ki jih je nadškof Lefebvre izvedel leta 1988, ko je posvetil 4 nove škofe, ki so nato nadaljevali delo obnove tradicije znotraj naše bratovščine. Nadškof Lefebvre je to dejanje poimenoval operacija preživetja. Zakaj preživetje? Prav zato, ker je bila prava katoliška maša ukinjena, je izginila, uveden je bil nov obred, pravzaprav vsiljen proti volji celotnega katoliškega ljudstva in duhovščine. Nihče ga ni prosil in velika manipulacija in laž je trditi nasprotno. Nov obred, ki izkrivlja, sprevrača koncept svete maše. Imam sliko, ki sem jo prijel od neke osebe, kjer je naslikana Golgota, Kristus križan na križu. Sporočilo pa je, da bi morali biti povezani skozi sveto mašo. Vidite, kako globoko je to razumevanje, ki izhaja prav iz pravega koncepta svete maše, kot žrtve. Katoličan, ki se udeležuje sodobnega izkrivljenega obreda svete maše, si ne bi mogel predstavljati nečesa takšnega. To pa je resnična nevarnost za našo vero, ki jo to bogoslužje izkrivlja. Sveta maša je osrednje skrivnost naše vere, iz katere bi morali črpati svoje duhovno življenje, in če je obred popačen, bo tudi naša vera popačena, potem ne bomo mogli razumeti potrebe po združitvi s križanim Kristusom, da bomo izročili zadoščenje za naše grehe. Ne bomo mogli razumeti pomena Kristusovega odrešenskega dejanja, ki je bilo prelitje njegove krvi na križu. Kristus nam ni dal le nekega abstraktnega zgleda, da bi nam bilo dovolj, da ga le nominalno navzven priznamo, ampak nas prosi, da ga posnemamo v polnosti, da se upodobimo po njegovem križu, po njegovi daritvi, da se združimo s njim, ki v sveti maši obnavlja svoje trpljenje in daritev na križu. To je ključnega pomena za nas kot kristjane, katoličane, da lahko živimo resnično povezani s Kristusom, da imamo pravo vero in da po tej veri živimo. Zato je bilo neizogibnega pomena, da je nadškofu Lefebvru uspelo ohraniti duhovništvo in pravi obred svete mašne daritve, saj bomo le tako lahko pravilno živeli svojo katoliško vero. Nočemo postati modernisti ali protestanti, ampak verjeti in živeti dosledno katoliško. To pa bomo mogli storiti le, če bomo razumeli vrednost predragocene Kristusove krvi, ki je bila za nas prelita na križu in ki se za nas ponovno preliva v daritvi svete maše, da bi prejeli sadove milosti, ki nam jo je Kristus zaslužil. Zato pa lahko ponovimo povabilo, ki nam ga je nadškof Lefebvre namenil v svoji pridigi iz leta 1979, ki smo jo omenili na začetku. Zaradi časti presvete Trojice, zaradi ljubezni do našega Gospoda Jezusa Kristusa, zaradi pobožnosti do blažene Device Marije, zaradi ljubezni do cerkve, zaradi ljubezni do papeža, zaradi ljubezni do škofov, duhovnikov in vseh vernikov, zaradi zveličanja sveta, zaradi zveličanja duš, ohranite to zavezo našega Gospoda Jezusa Kristusa, ohranite mašo vseh časov. Samo tako bo obnovljeno Božje kraljestvo, Kristusovo kraljestvo na zemlji, po njegovem križu, po njegovi krvi. Na ta način bomo lahko širili, prenašali njegovo milost, da bo po njej čim več duš našlo pot do odrešenja.
Kristus bo potem lahko vladal v dušah po svojem križu, njegova kri jih bo varovala pred večno smrtjo, vodila jih bo v večno življenje, kakor je Izraelce obvarovala pred smrtjo prvorojencev, ko so bile njihove podboji pred odhodom iz Egipta poškropljeni s krvjo jagnjet. Sveti Janez Zlatousti nam razlaga, da jih kri jagnjet ni rešila sama po sebi, ampak ker je bila znamenje Kristusove krvi, s katero je odkupil človeka greha, ga osvobodil večne smrti. Zato zaupajmo v moč Kristusove krvi, ki je neizmerna, in se postavimo pod njeno zaščito, da bomo obvarovani pred večno smrtjo, da bomo mogli vstopiti v večno življenje, ki si ga je Kristus prislužil s svojo predragoceno krvjo. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.